A ne, me veseli. Ste vi bili na olimpijskih igrah? Ja. Lani sem se udeležil največjega tekmovanja, ki ga športnik lahko doseže. To so paraolimpijske igre. Kje pa so potekale olimpijske igre? Lani so bile v Tokiu, na Japonskem. Kaj to pomeni paraolimpijske igre? Paraolimpijske igre so zato, ker sem na vozičku, to pomeni, da sem invalid. Tam lahko nastopijo samo osebe z neko invalidnostjo. Olimpijske igre vemo, da so največje tekmovanje, tako so tudi za nas paraolimpijske igre, za invalide največje tekmovanje, ki jih lahko posameznik lahko doseže in zastopa svojo državo, kar je, mislim, da za vsakega športnika nek ponos. Jaz sem tekmoval v ročnem kolesarstvu, se pravi parakolesarstvo. V tej kategoriji nastopamo osebe, ki nam roke delajo popolnoma dobro, nog ne moramo premikati, trebušne mišice delajo minimalno oziroma ne delajo, tako da ja, to je moja kategorija. Vi imate prav posebno kolo za tekmovanja? Ja, imam kolo, katero je zdaj, lahko rečem, profesionalno. Celotno kolo je izdelano iz karbona. Nabavil sem si ga lani pred olimpijskimi igrami, tako da sem konkurenčen na tekmovanjih. Ga lahko damo ven? Ja, seveda, z veseljem. Ste pa kar spretni. Ja, nekako imam vse naštudirano, če se le da se ne toliko mučim, oziroma da zmorem vse sam. Kaj so te zastavice? Te zastavice jih uporabljam, da sem v prometu bolj viden, zato ker je kolo precej nizko. Jaz sem nizko, ležim nad cestiščem, mogoče z glavo pol metra od tal. A je težko to kolo? Ne, tehta slabih 12 kg, kot pri navadnem kolesarju, tudi tukaj je zelo pomembna teža, zato je to kolo precej konkurenčno. Evo, kolo je zunaj, se ni se rabo veliko časa, ne? Ne. Kako pa to, da se ne udara s komolci v tla? Ja, moram paziti. Stalno moram gledati, da ni kakšna ovira pred mano, kakšen kamen podobno. Enkrat se mi je zgodilo, da sem zadel kamen, ja, točno s komolca, na srečo ni bilo nič. Ko gremo vinek, malo dvihnem komolce. Zakaj to kolo mora biti tako nizko? Bolj nizko, ko si, bolj aerodinamičen si, višje hitrosti lahko dosežeš, tako da so vse take malenkosti zelo pomembne. A dobro vidite na cesto? Recimo, da ja. Če gledam ravno, gledam direktno v navigacijo, tako da moram malo levo, malo desno z glavo in potem vidim, ja. Kako hitro lahko gre to kolo? Največja brzina, ki sem dosegel, je 84 na uro, na enem lepem spusti. Drugače na treningu, ko sem sam, ko nimam zavetrja, vozim nekje 27 recimo povprečje. Na tekmovanju dosežemo brzine 35 na uro, tam nekje, kronometer še malo hitreje. Kaj se je pa zgodilo, da ste pristali na vozičku? Prej sem se aktivno ukvarjal z motokrosom, dirkal sem 11 let. 2017 oktobra na pokalni tekmi sem padel. Motor je pristal direktno na mene, na mojo hrbtenico in pristal sem na invalidskem vozičku. Noh ne morem več uporabljati, ker jih ne čutim, vsaj zaenkrat, no. Mogoče bo medicina napredovala. A je to tudi športno kolo? Tudi, ja. Sicer to je namenjeno bolj za začetek, da se spoznaš z ročnim kolesarstvom, ni namenjeno tekmovanju. Nola, si pripravljena za eno nalogo? Ja. Ok. Prvo obrni ročke, da boš pravilno držala, se pravi ne, kontra. Takole. Tako, ja. Samo moraš preprimiti. Držiš, zvonček gre na vrhnjo stran, primi spodaj. Tukaj. Tako, ja, samo zvonček čakaj, se malo da. Tako, ja, odlično, še drugo. Tako, ja. Zdaj poravnaš kolo, oziroma boš mogla zaviti desno. Moraš imeti prste na brenzi oziroma blizu, da če bo treba, boš ustavila. Tako. Zdaj poženeš naprej in se zapelješ dol po dolini. Še malo. Odlično. Mogoče malo tako v levo, ja. Noga ima stegnjene cel čas. Malo zabrenzaš. Naloga Kaleja, obračanje kolesa. Nola, ji boš pomagala? Ja. Zdaj jo potegneš malo nazaj. Kaleja držiš tako balanco, ja, v tej smeri. Še malo nazaj. Še. Tako, ja. Še malo. Kaleja, porineš balanco v levo. No. Odlično.
Zdaj smo prišli po klancu navzdol, zdaj treba priti pa še po klancu navzgor. Oj, oj. Boste vsaka pol prevozili in boste zmogli. Ok.